Evo, pa sem našel različico Peugeota 308, ki mi je najbolj všeč. Kar nekaj jih je bilo pri nas že na testu, celo GTI, ampak se mi ravno tale zdi najbolj simpatična. Po mojem izgleda celo bolje kot GTI, kar je po svoje hecno, ker je tole dejansko družinski avtomobil za bolj dinamične fotre. No, saj to sem v bistvu jaz. Atraktivno izgleda s tistima dvema izpuhoma, pa s temi podaljški in s to barvo. Sploh je pa fino, ker uporabnost pri GT-ju nič ne trpi. Prostora je veliko, zelo uporabni pa so tile predalčki, ki vasi pospravijo kup stvari, celo toliko, da včasih kaj v njih pozabiš. V bistvu še dobro, da so bile na pol gnile hruške v vrečki, ko sem jih našel teden dni po koncu dopusta. Predvsem pa je super, ker ni pretrt ali neodoben in se obenem prav lepo pelje. Suvereno leži, če ga boste zapodili ovinke, občutek na volanu je sicer malce umeten, ampak ponudi dovolj informacij, da mu boste zaupali. Samodejni menjalnik predstavlja hitro in učinkovito, sem prav prijetno presenečen nad njim. Po pritisku na stikalo Sport vedno skrbi, da so vrtljaji visoko in motor pripravljen na akcijo. Notranjost pa v tem načinu napolni agresivnejša zvočna kulisa. Umetna itak in to me malce moti, vseeno pa prav hecno zamolklo brni. Ampak je avto vsaj lepo vozen tudi v tem načinu, GTI pa je deloval kar živčno. Po mojem je takšen karavanski GT idealen 308. Dovolj je zmogljiv in lepo je vozen, pa še super izgleda. Sam bi sicer izbral bencinski motor, 2-litrski dizel je seveda zelo prožen, 180 konji dovolj močan, porabi okrog 7 litrov in konkretno gre. Mu pa zamerim traktorski zvok, res je preveč glasen in kar malo izniči vse splošno športno eleganco. Torej, zame je tale najboljši doslej, je pa presneto drag. Dobrih 31 jurjev, če upoštevam vse popuste, oziroma več kot 37 jurjev brez popustov, kar je celo več kot GTI. Včasih se počutim kot tiste ženske, ki vedno izberejo najdražje stvari, preden sploh izvejo ceno zanje. Kaj? Imam pač dober okus.